Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Lep pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem. Tako na zemljevidu imava nekaj lokacij označenih: München, Ljubljana, kje je Rijad, tle nekje, ne? Tako, ja, tle. Malo se bova po zemljevidu sprehodila, ampak mislim, morava začeti v Münchnu. Vtis je, ne, da je v Münchnu se zgodil epohalni prelom. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je prišel v München razlagati, da ima Evropa hude težave z vrednotami, hude težave ima z načeli omejevanja svobode govora. Evropa je naenkrat postala kontinent, na katerega bi prosto po Vancu morala pravzaprav planti Amnesty International in se začeti ukvarjati s kršitvami, ki se tičejo svobode govora in tako naprej. Skratka, zvedeli smo, da problem Evrope je v njej sami, ne pa v Rusiji ali Kitajski. Jaz sem to poslušal in to ne vem, če se o tem sploh kaj dosti vredno pogovarjati, razen da se reče, da je to majhen boljša verzija Grimsovih izpadov, ne, v slovenski politiki. Ne. Majhen bolj odmena, majhen na višjem nivoju, majhen bolj z bolj polikanim besednjakom in mnogo bolj obtežena z zelenimi dolarji. Ne. Ampak tisto, kar je generalno, jaz zdaj prihajam, danes majhen prej snemava, ne, da pojasnimo, ne, od srede do srede, pravzaprav tork, ne. Jaz sem prišel pa od Glasu ljudstva, ne, ki je predstavil svoje videnje prihajajočega zakona, oziroma zakona, ki naj bi ga potrdili do konca meseca. Ne. In se mi je utrnila misel, in o tem bom pisal v sobotni prilogi ta teden, ne. Se mi je utrnila misel, da se v bistvu z slovenskim javnim zdravstvom dogaja nekaj podobnega, kot se dogaja z Evropo v odnosu do Vanca, Amerike in tega, kar si zdaj načel, kar se je izkazalo na Münchenski konferenci. Ne. Namreč Evropa je podobno kot slovenski javni prostor v smislu javnega zdravstva postavljena pred položaj, da ga hočejo prebrniti na najmožen bolj barbarski način, neoliberalistično-kapitalistični način, iz katerega hočejo povedati, in to je zdaj že nova maksima, nova stara maksima SDS-a, sem slišal, moram si to še bolj natančno ogledati, Janša v nedeljo ob ne vem kateri obletnici SDS-a povedal in Cukjati manda tudi na veliko propagira to idejo. Ne, ti povem, 36. 36, če je to res, ne, treba pogledati. Je to vključno s Pučnikom, ki ni bila SDS, ne? Ali je to minus Pučnik? Ne? Ja, no, lej, se pravi, leta 1989 ne, je bila ustanovljena Socialdemokratska zveza Slovenije. Torej, no in začneva od tod. Ja. Koliko ima ta Janša in Cukjati skupnega s socialno demokracijo? Z Jožetom Pučnikom? Nič. Z Jožetom Pučnikom pa minus nič. Greva v München ali pa na Glas ljudstva. To je istočnica. Ravno to je istočnica, namreč javni prostor, zlasti Pučnikovega tipa, in za Pučnika jaz lahko rečem, da je bil dobesedno vnet, sem se z njim pogovarjal, ne, je tudi vnet privrženec tako imenovanega kulturnega marksizma. Mi da smo tukaj že obravnavali, kaj kulturni marksizem pomenil. Ne. Kulturni marksizem je bila označba, ki jo je Hitler namenil Adornu, Horkheimerju, skratka, velikim mislecom, Walterju Benjaminu. Tako, ne, velikim mislecom sodobne evropske in svetovne misli, ker je primitivni Hitler, ki je bil zabit ko šterna, ni razumel nič od tega. In Janša danes na vsakem koraku ponavlja, kulturni marksizem je največja nevarnost. Jože Pučnik je največja nevarnost slovenskega naroda in vseh drugih narodov, ki rinejo v desno. Ne. In če greva zdaj na to konferenco, kaj se dogaja za Evropo? Za Evropo se dogaja natanko to, da poskušajo humanistično podstat razglasiti za ekstremizem, populizem najbolj, bom rekel, razbrzdanega tipa, pa za novi humanizem. Ne. In Amerika je prototip tega Vanca, ne, je tipičen primer, on je v bistvu tak mali Trumpek, ne, pa še fajn se sliši, ne? In Trump ni nič drugega, kot pa mejna osebnost, ki ne ve nič, hoče govoriti pa o vsem. Ne? In Evropska unija, in hvala Bogu Evropa, pravzaprav, če rečemo tudi, če hočeš, jedrna Evropa, ne? Je hvala Bogu pristala v položaju, ko ji več ne zadostuje, da novemu ameriškemu establishmentu leze nekam, ne? Skratka, da se jim udinja, ne?
ampak je nakončno dojela, da ne glede na to, kako se bo odinjala Trumpu, jih bo Trump vedno takole zavrnil, tako Zelenskega, kot Ukrajino, skratka, razen svojih lastnih interesov. Evropo je oklofutal in to človek, ki o tem, kaj Evropa pomeni, nikoli nič ni vedel in nikoli ne bo vedel, ker tudi ne zmore tega vedeti. Mogoče je bil Vance celo prvič v Evropi. Mogoče, in ta, mislim, jaz sem poslušal, to je neka taka aroganca, če bi bil jaz tam, razumeš, bi protestiral. Ne? Namreč, kaj je Evropa morala dojeti ta teden, oziroma Münchnu, kaj je ona morala dojeti? Da je na svoje in končno to, kar je že, recimo temu, zdaj pa ne vem katerega leta, je bilo 13, 14 ali 18, ko je Ivan Cankar v svojem 1913, 1918. Ne vem, ampak ne vem točno, ampak kako je napisal spis, kako sem postal socialist. V redu, ja. In mislim, da je bilo to, skratka, bilo je v tistih časih, ko se je o tem razmišljalo, ne, in se je nagibalo k jugoslovanski seveda ideji, mogoče je že bilo v prvi Jugoslaviji, oziroma še prvi Jugoslaviji, da ne rečem kraljevini Jugoslaviji, ampak on je takrat napisal, ne glede na to, kako se opredeljujemo za Srbijo oziroma za Jugoslavijo, ne, pa se moramo Slovenci zavedati nečesa, kar Srbi dobro vedo, pouzdaj se v svoje kljuse. Ne. In to je zdaj morala v Münchnu dojeti Evropska unija. Ampak je dolg rabila. In še to pod prisilo. Zato, ker bo minil vsak hip, ne, veš, 80 let od konca druge svetovne vojne, in pač, ne, jaz sporočilo, ki prihaja iz Münchna, ki prihaja od ameriškega podpredsednika, razumem tako, ne, da, lejte Evropa, ne, da zdaj ste bili ameriški protektorat, pač zdaj se mi z vami ne bomo več ukvarjali, dajte sami poskrbeti za to. Ampak ni to, v tem je vic. Ja. Ne, zdaj smo se z vami ukvarjali. Ne, do zdaj ste bili pod našo kapo in ste delali tako, kot smo mi hoteli, mi smo vam pa v zameno dajali varnost, ne, oziroma domnevno varnost. Ne. Zdaj nas pa več ne zanimate, ne to, zdaj se morate pa vsem usvojiti, pa postaviti na svojega. Zdaj nas pa več ne zanimate, ker imamo druge sogovornike. Kje smo? A smo zdaj pred dilemo, ostajate pod našo kapo, za svojo varnost pa skrbite sami? Pod našo kapo so mokre sanje Združenih držav Amerike že dolgo časa, odkar jih ogroža Kitajska in odkar ima dolar, a ne, absolutno simbolno menjalno vrednost. Ne? In to je model, ki pada. In zdaj bi se odpovedali tistemu, kar je še delovalo simpatično, se pravi zveza NATO pakt, ki jo že najavljajo, mislim, Vance je najavljal tako rekoč demontažo NATO pakta. Ja, jaz sem tisto razumel kot pogrebni govor. To je pogrebni govor za NATO pakt. In istočasno pa Rutte govori, če ne bo, mislim, kakšna norost, on govori, ali se boste učili rusko, ali pa boste več denarja za orožje dali in manj za socialno državo. Ponuduje še tretjo možnost. Ja. Pejte v Novo Zelandijo. Ja, lepo naj gre on, kamor hoče, ampak hvala Bogu, ne, je v bistvu ta internacionala neoliberalna tako konfuzna, tako kontradiktorna, da samo sebe demantira v vsakem naslednjem koraku. In to je dobro. Ko bila midva mlada, ne, je postajal nek srbski politik, mislim, da se je pisal Mihajlo Šabić, ne, ki je na en govor pokojnega Janeza Stanovnika reagiral, pejte vi v Filadelfijo ali pa pejte v Graz. Ne. Ja. Ne, zdaj to nam Rutte, ne, iz sedeža Zveze NATO sporoča, pejte na Novo Zelandijo. No, on ne gre pa odkud, da je prišel, pa tam ne ostane, pa mir ne da. Ne? Zato, ker to je Hak, on je iz Haga prišel. In ne gre tja, ne, in to v zadnje, za tisto sodišče ne gleda na tiste, ki so napake delali v življenju. Ne. Problem je v tem, da on dela napake v življenju, problem je v tem, da on je v interesu nekih lobijev, in to predvsem vojaških lobijev, vedno bil, on je bil, a se spomniš, kakšno presijo je zganjal na Grčijo v času velike grške krize, ne? V času velike krize, ker se je na grških plečih so se reševale banke, ne? In Rutte je pri tem aktivno sodeloval, ne? In že samo dejstvo, da on vedno znova avansira na boljše in bolje plačane položaje, dokazuje, da je s to organizacijo oziroma s tem sistemom nekaj fejst narobe. Ne? Ampak dejstvo je, da se je Evropska unija zdaj ujela na lastne limance in da se morajo Nemci začeti zagovarjati pred Američani, ki so jim služili dobesedno kot hlapci v nekaterih segmentih. Ne? Volitve imajo. Ja, volitve imajo in kaj je Vance prišel povedati, ne da bi to izgovoril, da pustite AfD-ju, da zmaga. Ne?
Ja, ampak takoj zatem se je pa z Alico iz Čudežne dežele šel srečan še, ne? Torej, kaj to pove? Ne? Mislim, to je norost in če danes o tem ne bomo govorili v naslednjem zamahu čez toliko let, bomo vsi žrtve novega fašizma v Evropi. In to je treba zdaj jasno povedati. Ljudi bodo spet zapirali iz pozicije desničarskih ideologij. To se je v 20 in 30 letih že dogajalo, v 40 potrdilo. Ne slepimo se, da do tega ne bo prišlo. In hkrati se ne slepimo, da so v bistvu tako imenovane neoliberalne politike, ki se imajo za leve, pripeljale do tega stanja. One so pripeljale do tega stanja. Ne? Tipičen primer je Rutte, tipičen primer je Ursula von der Leyen. Biden, ne? Ursula von der Leyen, Biden in tako naprej. To so tipični primeri ljudi, ki so v imenu pomaziljene pravičniške govorice pripeljali do novega fašizma. Da ne bo nobene pomote. Ne? In recimo, s kom se zdaj Trump pogovarja? Jaz s Putinom direktno, Zelenski je ves frustriran, ker se več ne more pogovarjati. Ampak ne, novica iz Rijada, Ja. če bo res potrebno, ne, Ampak je Putinov Putin to rekel. stavek, če bo res potrebno, pa se bomo tudi z Ampak Zelenskim... to je rekel Putin, ne To je rekel, Trump. Ne? to je rekel agresor, ki je Ja. Ukrajino napadel. To ti govorim. Ne? Ja. In ta danes, ne, se mi je pa ta analogija porodila, ne? Kdo odloča o evropski politiki, o evropskem gospodarstvu, o evropskem javnem sistemu? Ko Rutte začne govoriti, da bo treba znižati stroške za socialo, pa zvišati stroške za vojsko, po nareku Amerike, spet Združenih držav Amerike. Ne? Kot da neki abstraktni MČM odloča o tem, kako bo Evropa izgledala, in kot da neki abstraktni MČM ali pa neki amerikanizem ali pa neki ne vem kdo z najvišje ravni odloča, kakšen že na simbolni ravni bomo mi morali imeti javni prostor oziroma najpomembnejšega med njimi prebojnega, to je zdravstveni sistem. Ne. Zato je v bistvu debata o zdravstvenem zakonu ta mesec tako zelo in tako neverjetno pomembna, ker odloča o ključnem členu, ali bo šlo za jasno razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom in znotraj njega za ene 3 člene, ki jih bom popisal v sobotni prilogi, ampak za ene 3 člene, katerega prvi od teh 3 je pojem neprofitnosti, ne? In drugi med njimi, ne, ki so trojanski konji za to, da vračajo v bistvu znova govorico staro stanje. Ne? Ampak, ko sem jaz vrtal pa preiskoval različne ljudi pri tem odločenju 23. decembra, to je zapravo tik pred Božičem, ko je rekel, da je Božič prinesel neko novo preboj, je pisalo v predlogu zakona zelo jasno, natanko to, kar je Glas ljudstva tudi predlagal, neprofitnost in vse te zadeve so bile jasno postavljene. Skratka, zakon je bil dobro napisan. V bistvenem pomenu. Potem se pa kar naenkrat v novem predlogu to briše in nastane neko popolnoma diametralno nasprotna interpretacija in zakonska dikcija in potem zaposleni tam gledajo v nebo in rečejo, to je prišlo od zgoraj. Kaj je zdaj ta od zgoraj? A so to res samo lobiji, a so to zainteresirani mali zdravniki ali pa mali in mnenje nekaterih je, da je to premalo, da bi zdaj neki zelo vplivni posamezniki izlobirali, ki so sicer lobistično močni, obračajo milijone, vlečejo blazne koristi, ampak da to prihaja od samega vrha državnega, kar pomeni, da bi morali priti od samega predsednika vlade, na njega pa pritiski, recimo temu dejansko od mednarodnih lobijev, ki v neoliberalnem svetu ne bi dovolili, da bi v neki mali Sloveniji, podobno kot je ta trenutek tendenca študentov v Beogradu, v Srbiji, ne, bila neka moderna pobuda, v kateri bi se reuspostavil pojem javnega zdravstva na neprofitni osnovi. Skratka, to bi bilo v tem smislu, če bi popravili po mnenju Glasoljudstva, če bi popravili dikcijo in pa nekaj členov noter, bi dobili spet v smislu stare humanistične Evrope, v smislu Evrope starega tipa, pučnikovskega tipa, če se izrazim tako, da Janšo podražam, ne? Enega modernejših in boljših zakonov za jutrišnji dan, ne retrogradnega, odhajajočega od javnega dobrega in od javnega prostora, skratka od nekdanje Evrope. Ta Evropa je ta trenutek v razgradnji in to po interesu velikega brata, ki se mu reče Združene države Amerike, ki bi naredil iz Evrope enega velikega Elona Muska, pa njegov tovornjak, ne? Pa potem razstrelil na drobne koščke vse države in jih poslal v vesolje, kot tisti avto, SpaceX, na SpaceX-u. Ne? Skratka, to so izredno pomembne stvari in zanimivo je to, kako se v zadnjem času povezujejo v eno zgodbo. Ne? Kaj se povezuje eno zgodbo? Recimo to, kar sem danes videl, ne? Kako je Evropo kot javno zdravstvo
našega kontinenta, mogoče primerjati z javnim zdravstvom v Sloveniji, to je neverjetna povezava, ki se mi utrla, ker ima enakorodne mehanizme. Ne? Pride nekdo in pove, kako naj bo. Z najvišjega vrha začnejo govoriti to mantro in potem se v zakonodajski dikciji začnejo sprenevedati, da ne vedo, o čem se pogovarjamo. Vspodaj imaš pa neke študente ali pa nek glas ljudstva ali pa glas vpijočega v puščavi, če tako rečem, ki opozarja, kako je mogoče, da je od 23. decembra do zdaj dikcija povsem drugačna in potem imaš zavezo 3 strank, ki se seveda razglašajo za leve, med to je Levica, Svoboda in pa SD, ki prisegajo, celo javno prisegajo in obljubljajo, da bodo to nevšečnost, kako bi to sploh lahko bila nevšečnost, če je to koalicija, se pravi stranki postavijo zahteve, mora že vladni predlog priti ven, tako kot je treba, ne, pride zakon, ki ni v redu in se prisežejo, da ga bodo amandmirali iz narobe na prav, na koncu, ne bomo pa kaj dobili, kaj predvidevaš, da bomo dobili? Pašteto bomo dobili, zaradi tega, ker si ne znam predstavljati, da bi ti 3 stranke skupaj pokazale proti predsedniku vlade in lobijem, ki stojijo za njim. In to niso samo lobiji od spodaj na zgor, ampak tudi verjetno domnevam, ne trdim, od zgoraj na vzdolj, ne, da bi lahko to zdrobili. Ne. In kaj se bo na koncu zgodilo, ko bodo ljudje videli, ne, da v tako ključni zadevi predsednik vlade ne funkcionira, bo rekla, zdaj imamo pa novega Joe Bidena, ne, zdaj pa prepustimo oblast novemu Trumpu in bomo dobili spet Janšo. In ta bo pa razmontiral vse, kar se bo razmontiralo. In kaj nam ponujajo? Izsiljeno izbiro. Izsiljena izbira bo pa povedala sledeče. Ali hočete Janšo, ali pa sprejmite 10% od tega, kar je prav. Kaj je torej prav? Mogoče je boljš, da greš na transparentnost Trumpovo in potem lahko fronto odpreš pred očmi celotne javnosti. To je ne, en od klasikov marksizma je rekel, kolikor slabše, toliko boljše. Ja, ampak prikrivanje slabega z idejo, da bi lahko bilo še slabše, pa na koncu natanko to, kar imamo. Ja. Dober, pejva nazaj, ne, na perspektivo Evrope. Ne. Rekla sva pač, ne, malo smo v kotu. Ne. Če rečemo, da je ta cela miza Evrazija, pa Evropa tle, imamo tle Peking. A je to smiselno nekaj prištrikati? Cankar je rekel, pouzdaj se vse v svoje kluse. Se pravi, ti moš iz sebe nekaj narediti, potem, ko imaš pogajalsko pozicijo, se z vsakim lahko pogovarjaš. In zdaj, če reče, da se moramo pogovarjati spet nazaj s Putinom, Putin se bo na koncu pa s Trumpom zmenil. Kaj pa smo potem naredili? Spet nič, ne? Treba je enostavno Evropo vrniti na tisto, kar je njena absolutna zgodovinska primerjalna prednost, ne? To je pa razsvetljeni um. To je pa tisto, kar je Evropo vzpostavilo. Smo pa v svetu, ki reče, sej fino, ne, razsvetljeni um, ne, ampak tisto, kar šteje, so pa atomske bombe. Ne. Zdaj v Evropi jih ima Francija, jih ima Francija, jih ima par Združeno kraljestvo, ki se je od te kompozicije oddelilo. Jaz se atomskih bomb ne bi bal, jaz bi se pogovarjal o tem, kako zaposliti umetno inteligenco. Oziroma sploh najprej inteligenco, potem humanizirano inteligenco, potem pa umetno inteligenco in o tem, kako največje tržišče na svetu, vsaj tako se govori, ne, da je pač Evropska unija največje tržišče na svetu, ne, narediti samozadostno in kolikor toliko avtonomno, potem pa od tam naprej seveda razvijati mednarodne odnose. Zdaj, če bo prišlo do redukcionizma, se pravi, da se bodo posamezni kontinenti in države, kar sploh ne pomeni Kitajska, kar sploh ne pomeni Azija, pomeni pa Amerika. Zapirali vase, verjemem, in to pomeni za Ameriko najmanj določeno, mogoče časovno zamejeno, ampak vsekakor recesijo. Ne more biti drugače kot to, da se gospodarstvo skrči. Se bo tudi skrčilo v Evropi, ampak če si na to pripravljena, se lahko zadovolji z notranjim trgom. Tako kot se Kitajska v najslabšem scenariju lahko zadovolji z notranjim trgom. Ne more biti pa potem več svetovna velesila, če se zadovolji z notranjim trgom. Zato vsi tako razen Trumpa poudarjajo, da je uvedba carin za vse škodljiva, kar dejansko je. Ampak po drugi strani je pa uvedba carin iz ameriške strani v bistvu tudi dobra novica, zaradi tega, ker se na ta način demontirajo lovke neke hobotnice, ki je funkcionirala ves čas in s Trumpom postaja prepoznavna. Se pravi, Trump, kolikor je v prosti izrazu zabit, ne, in po eni strani izredno dobrodošel, ker stvari naredi zelo hitro, zelo transparentne. In tudi recimo pri nas, kadar Janša vlada, so zelo kompleksne stvari, zelo hitro, zelo transparentne. Ne. Kadar nam pa vladajo neki nadomestki za
za liberalizem, pa za humanistične vrednote, da takrat imamo pa zmeraj neko mešano kompozicijo Zorana Jankovića, smo za partizane, pa za žico za pot spominov in tovarištva, da hkrati pa popolnoma neoliberalen klientelizem, pa drugovanje za Vučićem, ker stvari blazno zaplete. Janša je v tem smislu zelo transparenten. Prijatelj je z Vučićem, prijatelj je z Orbanom, zaplenjuje ulice, pove, da je treba migrante vršiti ven in lahko zelo hitro razvijaš eno zelo jasno fronto. Pri teh drugih je treba pa razvijati ne vem koliko front, pa še takrat ljudje goljufajo, zato ker mu v danem trenutku to koristi. In Evropa je zdaj postavljena v položaj, ko nima več stranskih izhodov, mora začeti razmišljati bazično. In to ni slabo. Dobro, s to mislijo za en teden končujeva, Za 14 dni. Ampak vidva se pa čez 14 dni. Okay. Hvala.